Večkrat slišimo, da žene v cerkvi nimajo prave vloge in da se o njih premalo govori. Morda je celo res, saj žene v cerkvi veliko naredijo in jim gre za to vsa pohvala. Velikokrat velja, da se vera ohrani tam, kjer jo ohranja žena, mati ali celo babica. No, v Božji besedi današnjega praznika prevladujejo žene. Danes jim cerkev daje besedo, bi lahko rekli. Spet bi lahko kdo ugovarjal, saj je v prvem berilu predstavljena žena v slabi luči. Eva namreč greši in po prvem grehu se zagovarja pred Bogom. Toda kot nasprotje ji cerkev postavlja v evangeliju drugo ženo, Marijo. Če nekateri govorijo, da je po eni ženi prišel na svet greh, je gotovo, da je po ženi Mariji na svet prišel odrešenik. Zato so duhovni pisatelji Marijo imenovali novo Evo. In naša cerkvena ljudska pesem lepo poje. Kar nam je Eva nesrečna zgubila, roža Marija nam je zadobila, ki je rodila Jezusa, milega nam zveličarja. Odrešenik je prišel po ženi, po Mariji, in to odrešenje je veliko večje kot greh, ki je prišel po prvem človeku. Toda ostaja še eno pomembno sporočilo obeh svetopisemskih odlomkov. V prvem berilu, vzetem iz prve Mojzesove knjige, Eva pove, kako je grešila. Prisluhnila je glasu skušnjavca, ki ga je v simbolični svetopisemski pripovedi predstavljala kača. Saj Eva pravi, kača me je zapeljala in sem jedla. V evangeliju pa sledimo pogovoru Marije, ki se pogovarja z Bogom od poslancem in po angelu prisluhne Bogu. Zanimivo, v tem pogovoru je, da Marija tako prisluhne Bogu, da ga tako prizna za drugega, da ga tako zares posluša, da se mu da popolnoma na razpolago in izreče znane in obenem presenetljive besede. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Pomembno je, da sta obe ženi prisluhnili. Eva skušnjavcu in je zabredla v nesrečo. Marija pa je prisluhnila Bogu in nam je prinesla odrešenje. Tu vidimo zelo pomembno sporočilo za naše življenje. Ni vseeno, koga poslušam v življenju. Ni vseeno, pri kom se navdihujem za življenje. Kje iščem modrost, ideje, kje se napajam, kaj berem ali kaj poslušam, pri čem se navdihujem, komu verjamem. To so zelo pomembna vprašanja, kakor nam sporoča današnja Božja beseda. Dalje lahko razmišljamo. Sem v sporočilih nekritičen, ne znam razbirati, razločevati, da bi zaznal, kje je resnica in kaj je res in kaj je samo prevara, laž, navadna skušnjava. Pri poročilu o oznanjenju Mariji je zanimivo, da se Marija najprej prestraši angelovega predloga, da bo postala Božja mati. Angel jo zato opogumi. Ne boj se, Marija, našla si milost pri Bogu. Kar ima sporočilo tudi za nas. Če nam bo Bog dal nalogo, nam bo dal tudi moč in milost, da bomo nalogo izpolnili. Ne bojmo se zato novih nalog. Ne bojmo se, ko nad nas pride preizkušnja, težava. Bog nam bo dal milost, da jo bomo prenesli. Ko mož in žena vstopata v zakon, ne vesta, kaj bo prineslo njuno skupno življenje in kako bo potekalo. Eno pa je gotovo. Bog jima bo po zakramentu svetega zakona stal ob strani. Zato je nesklepanje zakona pred Bogom pokazatelj pomankanja vere, da bo Bog zakoncem stal ob strani. Nekateri ugovarjajo,
kaj se spremeni, če se poročiva? Odgovor je lahko preprost. Nič, če nimaš vere. In vse, če veruješ, kajti v tem primeru bo Bog prišel v zakon in zakoncema dajal moč. Številni slikarji slikajo Marijo ob oznanjenju v molitveni drži. Angel je Marijo obiskal med molitvijo. Ikone jo prikazujejo, kako posluša, kako prisluhne evangeliju. Marija v nasprotju z Evo pravilno prisluhne drugemu in zna razločevati, zato ker sporočila premišljuje v molitvi, sprejema sporočila z razumom, ki ga je prečistila v molitvi pri Bogu. Razum je potrebno, kakor Marija, prečiščevati v molitvi, to je v stiku z Bogom. Duhovni pisatelji so zato zelo poudarjali, da je potrebno Božjo besedo sprejemati z razumom, prečiščenim v molitvi, v pogovoru z Bogom. Opozarjajo na nevarnost, če ga sprejema neprečiščen razum. Koliko gorja je v zgodovini naredil razum, ki ni prečiščen v Bogu. Iz tega so se rodile najrazličnejše stranpoti. Marija nas z držo v evangeliju uči, da ni vseeno, koga poslušamo in pri kom se navdihujemo v življenju, ampak naj prisluhnemo Bogu tako, da mu bomo, podobno kakor ona, dali prvo mesto v življenju. Sporoča nam, da nam bo Bog stal ob strani, če nam bo zaupal novo nalogo v življenju. Uči pa nas tudi, naj Božjo besedo sprejemamo z razumom, prečiščenim v molitvi. Naj nam Božja mati, ki je zvesto poslušala Božjo besedo in jo ohranila v svojem srcu, pomaga, da bomo na njeno priprošnjo in po njenem zgledu prisluhnili Bogu v njegovi besedi, zlasti v tem adventnem času.